Prejšnjo soboto se je končala 79. izdaja Canskega filmskega festivala. O njem smo že veliko poročali, tudi v oddaji Gremo v kino, vendar pa se je po koncu takega pomembnega festivala in Cannes je vsekakor na vrhu lestvice svetovnih filmskih festivalov smiselno ponovno ozreti nazaj k dogajanju tam in predvsem k filmom, ki so v središču in so tisto, kar gre potem tudi po svetu in bo prišlo tudi v naše kine. Ingrid Kovač-Brus je obiskala festival in je zdaj spet nazaj v Ljubljani in z mano v studiu. Ingrid, živijo. Živijo. Torej, zlato palmo je prejel Fjord. Romunski režiser Cristi Mungiu je skoraj 2 desetletji po prelomni filmski drami 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva in po vrsti drugih nagrad zdaj spet prejel glavno nagrado Canskega festivala. To je njegov prvi film, ki ga je posnel v angleščini, v njem igra tudi norveška igralka Renate Reinsve, ki je odigrala glavno vlogo v Sentimentalni vrednosti, zelo odmevnem filmu, ki je bil prejšnje leto na festivalu v Cannesu. Mungiu v svojih delih rad načenja tabuizirane teme in vprašanja, tudi tokrat se je lotil zanimive teme. Ingrid, zakaj gre in ali je film naredil vtis nate? To je zagotovo bil eden od najbolj izstopajočih filmov festivala in govoriva o 3 do 5 najbolj izstopajočih filmih. Tudi zagotovo je bil med tistimi najbolj verjetnimi zmagovalci, ker ima vse neke elemente in potenciala velikega filma, tudi filma, ki mu bo ta visoka nagrada pomagala, da bo prišel do čim več gledalcev. Gre za film, ki odpira zelo pomembno temo, sploh zelo pomembno temo za zahodno družbo in to je tema poslušanja drug drugega. Cristian Mungiu, kot si rekla, je zelo, zelo uveljavljen romunski režiser, pravzaprav tisti prvi, ki je zmagal v Cannesu in s katerim se je tudi začel ta veliki val romunskega filma. Po svojih začetkih je sicer novinar in v Cannesu je pripovedoval o tem, kako se pravzaprav svojih tem loteva še vedno na nekakšen novinarski način in tema, ki jo obravnava v tem filmu, čisto konkretno gre za družino, za zelo verno družino, protestantsko, mešano družino, romunsko-norveško, ki se s 5 otroki preseli v Fjord, v čudovito okolje narave. Potem pa tukaj trči na drug ekstrem, ta drug ekstrem je pa nedržavna, civilna iniciativa, ki skrbi za to, da otroci ne bi bili deležni nasilja, fizičnega, psihičnega, tudi ne v družini. In v tem primeru, v primeru te družine, mama je Renate Reinsve, oče pa uveljavljen romunski igralec Sebastian Stan, zaznajo, da tukaj morda pa gre za neko družinsko nasilje. In ker gre za tako zelo drugačno družino, skoraj da z ortodoksnim načinom vzgoje otrok, se tukaj vzpostavi to popolno nerazumevanje, ki sem ga omenila na začetku, no, ampak Cristian Mungiu, nekdanji novinar, se je tega res lotil zelo raziskovalno. 10 let je zbiral take in podobne primere, ki so se dogajali v tem prostoru, zelo veliko jih je bilo in šele potem, ko je nabral ogromno materijala, se je pred 2 letoma, kot je povedal, lotil pisanja scenarija, tako da tudi neke stvari, ki bi se morda zdele ekstremne, so vse v resnici tudi obstajale, ker ti 2 zelo različna načina vzgoje otrok, zelo različna načina na pogleda na družbo, seveda potegneta za sabo svoje privržence, tudi zunaj meja Evrope vključijo se ameriški podporniki ene in druge vizije. Skratka, gre za film, ki je zares pomemben, zunaj te ozke teme, pravzaprav govori o tem, kako se ne pogovarjamo, kako ne poskušamo razumeti drug drugega in kako grejo naše poti nekako vedno bolj vsaka sebi. No, še en film, ki se ga sama tudi zelo veselim, je Minotaver ruskega filmarja Andreja Zvjaginceva.
Zvegincev, ki sam ne živi več v Rusiji, je dogajanje filma postavil v leto, ko je Rusija napadla Ukrajino. Gre pa za družinsko zgodbo in film je prejel veliko nagrado na festivalu. Ja, to je druga najmočnejša nagrada in to je bil tudi film med temi velikimi kandidati. Zvegincev se je že pred 6 leti v času covida izselil iz Rusije. Tudi to je njegov prvi film, sploh po vsem tem času, tudi sam je ves čas ponavljal, kako je hvaležen, da se je lahko vrnil nazaj k ustvarjanju. 40 dni je namreč preživel v komi zaradi cepljenja s Sputnikom proti covidu, tako da je trajalo kar nekaj časa, da je spet lahko začel delati in to je film, ki je sicer evropska koprodukcija brez ruskega produkcijskega deleža, sicer pa ruski film v ruščini z ruskimi igralci, ruska tematika. Film so pa snemali v Litvi, tudi na meji z Rusijo, ker so poskušali ustvariti ruski prostor in prepričljivost tega ruskega okolja. No, Zvegincev je za izhodišče filma Minotaver vzel kriminalko, ljubezensko kriminalko Clauda Chabrola, Nezvesta. Postavil jo je v Rusijo med rusko visoko družbo in prek te kriminalke, ki je zvesto sledil v ozadju, nekako gradi podobo ruske družbe na predvečer napada na Ukrajino. In to počne na en popolnoma svoj način, ki pripelje potem gledalca do tega velikega protivojnega finala, ki je avtorsko nekaj povsem izjemnega. Zelo poetičen, če lahko rečem samo to, ker pravzaprav je to nekakšno presenečenje konca filma. Že v času festivala sva se pogovarjali o novem filmu Pavla Pavlikovskega, v središču katerega je pripoved o Tomasu Mannu in v njem spet nastopa izjemna Sandra Hüller kot njegova hčerka. Pavlikovski je prejel nagrado za režijo pa so nagradili tudi Javierja Calva in Javierja Ambrosija za Črno kroglo. Torej gre še za en španski film, ki je imel najdaljšo stoječo ovacijo na festivalu. Je tudi tebe tako navdušil? Oba filma, ki jo omenjaš, sta res zelo dobra. Mogoče, če se samo dotaknem tega, da so 3 režiserji dobili nagrado, tudi 2 igralki sta postali najboljši igralki, tudi 2 igralca sta postala najboljša igralca, kar govori o tem, kako zelo težko se je režija odločala o nagradah in kako zares veliko dobrih filmov je bilo. Črna krogla je zelo zanimiv film o Španiji v času državljanske vojne, narejen na svež način. Režiserja sta vsaj za ne-Špance bila neznanki, sta zelo mlada, 30-letnika, producent tega filma je Pedro Almodóvar in gledamo Španijo na podeželju, nerazvito Španijo, kako pričaka domnevne osvoboditelje, to je Italijane in Nemce, sicer pa sta oba režiserja zgradila zelo prepleten film. V bistvu gledamo 3 moške, za gledalca je morda najzanimivejši pisatelj Federico García Lorca, gledamo ga v njegovi mladosti, gledamo njegovega prijatelja, ljubimca, ki pozneje izgubi življenje, tako kot Lorca, in gledamo amaterskega glasbenika iz podeželja. In oba režiserja, torej Calvin in Ambrosi, zelo umetelno prepletata zgodbe vseh 3 in jih tudi pripeljata v sodobnost. Smo pa videli 3 španske filme letos v tekmovalnem programu. Almodóvar ni bil samo producent, pokazal je tudi svoj najnovejši film Grenak Božič, spet delno avtobiografski, zelo soliden film, ki pa potem na koncu ni bil nagrajen. Kot si že omenila, sta si tudi nagrado za glavno žensko vlogo delili, Virginie Efira in Tao Okamoto, in sicer za vlogi v filmu japonskega režiserja Ryusukeja Hamaguchija Nenadoma. Se je tudi tebe ta film tako dotaknil kot
o njem pišejo nekateri kritiki. Ja, zelo, zelo. Sem prepričana, da je tudi žirija ga imela v samem vrhu in da se je potem odločila, morda, to so zdaj neke domneve, da zaradi njegove dolžine, film je dolg 3 ure in 20 minut, to le ne bo največja nagrada, ker kot vemo, marsikaterega gledalca taka dolžina odvrne. Ko sem šla iz kinodvorane, sem tam srečala kolegico iz francoskega radia, ki si je film ogledala s svojima najstnikoma in lahko zagotovim, da smo vsi 4 se čudili, kako hitro so nam minile te 3 ure in še toliko minut. Gre za enega najlepših, najbolj kompleksnih filmov zadnjega časa. Gledamo 2 intelektualki, eno zahodnjakinjo, Parižanko in drugo Japonko iz Tokija. Prva je upravnica doma za ostarele, druga pa gledališka režiserka. Gre za temo, ki je nastala na podlagi dopisovanja, resničnega dopisovanja 2 intelektualk. Ena od njiju je zelo bolna, šteti so ji dnevi, ker ima diagnozo hitro napredujočega raka, tako da je njuno življenje, razmišljanje in sploh delovanje zelo intenzivno, ker veste, da nimata veliko časa. In odpirata različne teme, od vprašanja, kaj pomeni kapitalizem za navadnega človeka, ali res v družbi vse manj otrok, zato ker kapitalizem od človeka zahteva, da dela in samo še dela in še več dela, zato da lahko vzdržuje nivo življenja, ki ga želi, do tega, kar se je sploh mene, ki sem iz tega prostora še posebej dotaknilo, do kar nekaj prostora je tudi namreč v filmu temu namenjeno, do delovanja psihiatra Bazalije tukaj na naši neposredni meji v 70. letih v Trstu in v Gorici in do tega njegovega zelo človeškega načina zdravljenja psihičnih težav. Tako da to je nedvomno eden od velikih filmov. Naj spomnim, da je predtem Ryusuke Hamaguchi že posnel maratonski film Drive My Car. Tokrat ta sicer gostobesedna meditacija poteka še hitreje in intenzivneje in res film priporočam. Ingrid, mislim, da nama počasi zmanjkuje časa. Očitno je bilo res zelo veliko zanimivih filmov v Cannesu. Verjamem, da bodo vsi omenjeni filmi slej ko prej prišli tudi v naše kine, tako da hvala za tale vpogled. Hvala enako. Nekako pričakujemo, da katerega vsaj Almodovarja, ki se na Balkanu že vrti, v Španiji pa sploh je imel že predfestivalsko distribucijo, da ga vidimo čim prej, morda že poleti.